Torej, tisto, kar je pomembno, je to, da svoje občutke več ne zanikamo in se ne pretvarjamo, da jih ni, ampak da jih vzamemo resno in da smo na prijateljskem nivoju z njimi. In da pogledamo, zakaj se ne počutim dobro, kaj je v meni, da mi to preprečuje. In to je današnja tema. Kaj je tisto, kar mi preprečuje, da bi lahko bil srečen? Ker v službi me povišajo, ampak en del mene si tega ne dovoli. Okay? Jaz imam danes večer en razgovor z enimi coachinjo iz Avstralije. Pozno po noči. Ampak mene je bilo popoldne strah. Wow, to je zame next level. En del mene ne želi, da bi bila jaz še bolj uspešna kot sem. Pa spet se nočem hvaliti, ne razumete, kaj vam govorim? En del mene se boji, en del mene je še vedno tista prestrašena deklica, ki bi se rajši skrila, kot izpostavlja, ker kadar se izpostavlja, je bila kregana. Karikiram, se ni bilo vedno tako, ampak bilo je dovoljkrat, da to še vedno nosim v sebi. Ko se hočem izpostaviti, se v meni zgodi, reči ne, ampak jaz se hočem s temi ljudmi danes pogovoriti, ker bi rada nove ideje. En del mene pa reče, ne, skri se, ne izpostavljaj se. In tako boste vsak od vas pogledal, kaj v vas, znotraj vas prepričuje, da bi bili srečni. Ja? Lahko rečete, lahko pokažemo s prstom, to je pa moj partner, ali pa to je pa moj oče, ali pa to je moj otrok, ki nima dobrih ocen, recimo. Ampak tudi zato smo tu na terapiji, da tega ne bomo naredili. Ampak bomo rekli, njih ne morem spremeniti. Lahko pa spremenim sebe in se imam vseeno dobro. Ne glede na to, če je partner slabe volje, ne glede na to, če je soseda sitna, ne glede na to, da otrok prinese slabo oceno. Ne razumete? In to je nekaj, kar je največjo moč dobimo s tem, ker v bistvu lahko korigiramo samo sebe. In tukaj se bomo tega naučili, nekateri že to dobro znate, nekateri smo na začetku, ampak to je pomembno, da kadarkoli se ne počutite dobro, tisti, ki ste danes prvič, ali tiste, ki ste že proti koncu terapije, kadarkoli se ne počutite dobro, raziščite po eni strani, ali lahko kaj na zunaj naredim, da se počutim dobro, v smislu, a preveč delam, ali mogoče moram iti na sprehod, ali mogoče sem lačen, ali mogoče rabim se malo naspati, ali mogoče rabim, ne vem, karkoli, na zunaj. In drugo vprašanje je, kaj pa je tisto v meni, zakaj sem jaz srečo dala v roke in otroku, in sosedi, in partnerju, in ne vem komu vse, in šefu. Zakaj? In zdaj jo bomo vzeli nazaj in si bomo prilastili svoje občutke. In bomo si prilastili problem, ampak hkrati si bomo prilastili tudi rešitev. Dobro? In to je nekaj, kar se morate v teh 3 mesecih naučiti, da ko se slabo počutite, boste pri sebi našli, zakaj se slabo počutim in poskrbeli za to. Če je to samo, da se morate naspati, potem se boste naspali, potem tapkanje tukaj nima nobene vloge. Če pa ste vi naspani, če imate lepe odnose, če imate življenje urejeno, kar večinoma imate, potem pa je treba tu poiskati, kje v meni je pa nekaj, morda celo v podzavesti, morda celo v moji preteklosti, da mi ne dovoli, da bi jaz bila srečna.